Ja, vsak ima pravico do kritike in kritičnost je včasih tudi zdrava. Ampak nekaj povsem drugega so zmerljivke. In ko slišim zmerljivke, se pač razjezim. Današnji postopek je resnično farsa. Danes se moram zagovarjati pred KPK izključno zaradi tega, ker sem se zavzemal za depolitizacijo policije, kar smo napovedali tudi že v predvolilnem programu. Pred sabo imam, jaz seveda vaju dveh pa še nisem, zato vaju ne bom vključila, cvetober, klenih mož, katerih besede in dejanja dejansko temeljijo na ksenofobiji, homofobiji, delno mizoginiji in pa epistemofobiji. Dragi moji gospodje, to ste vi. Poglejte si svojo podobo. Gospa Klakočar Zupančič. Poglejte si, taka je vaša podoba. Ko slišim zmerljivke, se pač razjezim. To ni desničarska politika, ampak fašizem. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. Nehajte! Nehajte! Ne derte se vi name, vi niste nič, gospa. Vi niste nič, ne derte se name. Še enkrat vas opozarjam, drugi opomin vam dajem. Se pač razjezim. Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih 2 let in to zagotovo si nihče ne želi. Spoštovani gospod Reberšek, izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali, vas bom pa iskreno vprašala, ker je letelo seveda name, a ne, glede na otroke s posebnimi potrebami. Kaj dobrega ste pa vi storili za njih? Kaj ste pa vi za njih storili? Kater zakonski predlog ste podali? Kaj ste vi dobrega storili za njih? Kar sete se, gospod Reberšek, je retorično vprašanje to. Izrekam vam drugi opomin, ker itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako kot vedno. Bodo pa starši otrok s posebnimi potrebami sami govorili o vaših izjemnih dosežkih. Hvala lepa, usedite se. Ne boste povedali do konca. Ne boste povedali, razen če boste dali postopkovni predlog. Bom dal postopkovni predlog. Ajde, podajte, izvolite. Nisem noben populist za starše otrok s Kakšno je bilo to nadomestilo takrat? Kaj pa kričite? Povejte, kakšno je bilo nadomestilo, pa prosim povejte. Vi ste nezakonito pridobili vse naše... Glede, v tem nezakonitem boste na kakem sodišču dokazovali, ni problem, ampak zdaj mi povejte, kakšno je bilo to nakazilo. Gre za javni denar, da povemo ljudem. Gre za javni denar. Ne vete, kaj je... Javni denar. Ta denar je bil. Cel življenje. Moram priznati. Res moram priznati, jaz take priče še nisem videla. Hvala. In sem vam hvaležna, da ste prišli in nam odprli oči. Spregledali smo kot Esmeralda. Napisani 83, 40. Ok, sedaj izrekam prvi opomin. Kolegi Janši, nehajte filozofirati, o čem vi govorite, lepo vas prosim. En opomin že imate. Prosim, da zapišeš drugi opomin, kolegu Hojviku. Se pač razjezim. Ne, gre za to, da to ni replika. Prenehajte. Oziroma vam izrekam opomin. Ja. To je drugi opomin. Utihnite. Nimate več besede. Nehajte!